znanjem ponosni v prihodnost. Darja Senčur-Peček se je rodila 23. februarja leta 1965 v Murski Soboti. Januarja leta 1988 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1991 opravila pravniški državni izpit. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1997 tudi magistrirala na temo varstvo manjšinskih delničarjev in leta 2007 doktorirala s temo delovnopravni položaj direktorjev. Po več kot 15-letnem službovanju v gospodarstvu v soboški Muri se je leta 2005 zaposlila na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer je bila že od leta 1998 habilitirana kot asistentka. Sedaj je izredna profesorica, nosilka predmetov delovno pravo in socialna varnost, predstojnica katedre za delovno pravo in predstojnica Inštituta za delovna razmerja in socialno varnost na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi članica uredniških odborov revij Pravnik, Podjetje in delo, Delavci in delodajalci in Anali Pazu. Prav tako je predsednica Zveze društev za gospodarstvo pravo Slovenije. Pomursko akademkinjo dr. Darjo Senčur-Peček se poznava že z srednješolskih let, bila sva sošolca na soboški gimnaziji. In spomnim se, da je že te se odlikovala po resen vztrajnom, vesnom pa uspešnom šolanje in pa kolegijalnosti. Nikdar je nikomu od sošolcev ne odrekla pomoči, tako jo res krasijo ene tiste najbolj važne človeške vrline. In to je seveda tudi k nadaljevanju svojega študija in zdaj profesionalnega dela ohranila. Je odlična pedagoginja na Univerzi v Mariboru, ima tudi dosti podiplomskih študentov, kar kaže, da jo študentke in študenti cenijo in seveda imajo tudi radi zavoljo njenih osebnostnih vrlin. Cenijo jo pa seveda tudi zavoljo njenega znanstveno-raziskovalnega dela. Je ena izmed pravnic, ki ima tudi izkušnjo z gospodarstva in zavoljo tega so njena predavanja na vsakoletni konferenci Pomurske akademije tudi povezana z to tematiko. Fej zanimivo in tudi fej važno, zato ker vsaki se lahko z tega predavanja nekaj navči, tudi nekaj za sebe. In dnešno predavanje je povezano z fej aktualno problematiko. Na kakšen način lahko delodajalec zaposli nekoga in pogledamo, na kakšen način to naj bo napravljeno, da te zadovoljniva oba. Zato, ker samo to je lahko ključna pot do uspeha. Vabljeni, da si pogledamo fej zanimivo predavanje pomurske akademkinje dr. Darje Senčur-Peček. V Sloveniji so pravno urejene različne oblike opravljanja dela. Prevladujoča je še vedno delovno razmerje, ki nastane s sklenitvijo tipične pogodbe o zaposlitvi ali katere od atipičnih pogodb o zaposlitvi. Ob obstoju določenih pogojev in v okviru zakonskih omejitev so dopustne tudi druge oblike dela, kot so občasno in začasno delo upokojencev, študentsko delo in volontersko pripravništvo. Delodajalci si lahko delavce zagotovijo tudi s pomočjo posebnih agencij, ki zaposlujejo delavce in njihovo delo zagotavljajo uporabnikom. Prav tako lahko delodajalci pogodbeno prepustijo opravljanje določenih del zunanjim izvajalcem. Ključni problem povezan z izbiro ustrezne oblike dela je v tem, da se v praksi tako imenovane nestandardne oblike dela uporabljajo tudi v primerih, ko zanje ni pogojev in preko zakonskih omejitev. Delavci in drugi, ki opravljajo delo, pa niso deležni ustreznega varstva. Zato, da mladi dela ne bodo opravljali le preko študentskih napotnic kot volonterski pripravniki, napoteni delavci ali v najboljšem primeru po pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ne zadošča le ustrezna zakonska ureditev. Poleg ustreznih davčnih in drugih spodbud za zaposlovanje je nujno tudi učinkovito preprečevanje zlorab.
Upokojenci lahko opravljajo delo na podlagi posebne pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela. Gre za davčno ugodno obliko dela, ki je časovno omejena tako na strani posameznega upokojenca kot na strani delodajalca. Volonterski pripravniki, ki sicer niso v delovnem razmerju, imajo po novem zakonu o delovnih razmerjih pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela in stroškov prehrane med delom. Če samostojni podjetnik, ki ne zaposluje delavcev v dalj časa trajajočem razmerju z naročnikom in najmanj 80% svojih letnih prihodkov pridobi od tega naročnika, se šteje za ekonomsko odvisno osebo. Zakon o delovnih razmerjih tem ekonomsko odvisnim osebam priznava določeno varstvo. Dejstvo je, da vsakdo, ki se misli ukvarjati s kakršnokoli dejavnostjo, poleg poslovne ideje, poleg kapitala, poleg tehnologije, vedno potrebuje tudi ljudi, ki bodo to delo upravljali. In te oblike dela so v glavnem naslednje. Po eni strani je to lahko delovno razmerje, pogodba o zaposlitvi, ki predstavlja v današnjem času, lahko rečemo, po drugi svetovni vojni vsaj prevladujočo obliko dela, še vedno. Torej še danes več kot pol delovno aktivnih oseb v svetovnem merilu opravlja delo kot delavci. Poleg tega so to lahko tudi neke druge pogodbe, na neki drugi podlagi se opravlja delo. Lahko osebe opravljajo delo tako, da so zaposlene pri tako imenovanih agencijah za posredovanje dela, ali pa si delodajalci, torej podjetja, določene posle, torej določena dela, zagotovijo na tak način, da sklenejo pogodbe z zunanjimi izvajalci. In o teh oblikah bi nekaj povedala. Torej, kar se tiče delovnega razmerja, tu gre dejansko za eno obliko, ki se je razvila seveda takrat, ko se je začela industrijska revolucija in se je oblikoval delavski razred, torej delavci, ko se je ugotovilo, da osebe, ki se vključijo v delovni proces tega delodajalca in to delo opravljajo zanj, torej ne za sebe, za svoj račun, ampak za nek drug račun, da dejansko seveda nimajo neke možnosti se pogajati za to, kakšno bo njihovo pogodbeno razmerje, da to delo opravljajo na tak način, da ga delajo torej tam, kjer to delodajalec pove tisto, kar jim delodajalec naloži in dejansko po navodilih in pod nadzorom delodajalca. In da dejansko zaradi tega, ker so v tako neenakem položaju s tem delodajalcem, potrebujejo neko varstvo. In tam takrat se razvije delovno pravo. Na tehtnici sta delodajalec, ki ima moč, kapital, ki se tehtnica potegne dol, in na tej strani delavec, ki zato, ker je pač lažji, rabi pač potem nek suport in to je delovno pravo. In delovno razmerje seveda je v začetku se oblikovalo na tak način, da je to bila predvsem pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Vemo, da so to bili v glavnem moški, ki so delali, da so delali pri istem delodajalcu lahko tudi celo življenje, da pa kasneje so se oblike dela spremenile. Danes živimo v drugačnih časih, vemo, da je tudi potreba se pokazala, da je potrebne neke druge oblike, pogodbe za določen čas, s krajšim delovnim časom, delo na domu in tako naprej. In ravno kar se tiče pogodbe za določen čas, ki naj bi bila seveda neka oblika, ki bi prišla v poštev takrat, kadar so razlogi za to, kadar je torej potreba za delom za določen čas, se je v večjih državah, predvsem pa tudi v Sloveniji, Slovenija je tu zelo nad povprečjem evropskim, torej ta oblika je pri nas postala v bistvu pravilo. Mi vemo, da se novih pogodb, torej 80% novih pogodb o zaposlitvi se sklene v obliki pogodbe za določen čas. In tu seveda, morda tudi takrat, ko nas je začela na to opozarjati, torej Evropa in druge institucije, se je tudi naš zakonodajalec malce tu zamislil, in zdaj letos je bil sprejet, kot veste, nov zakon o delovnih razmerjih, ki je med drugim skušal urediti to vprašanje, torej na nek način pri pogodbi o zaposlitvi za nedoločen čas nekatera vprašanja urediti drugače, spodbuditi zaposlovanje za nedoločen čas in omejiti torej sklepanje pogodb za določen čas takrat, ko za to ni razloga. Druga oblika, torej upravljanje dela na nekih drugih pravnih podlagah. Vsi poznate avtorske pogodbe, sami jih verjetno sklepate, tudi neke druge civilno-pravne pogodbe, torej pogodba o delu. Vse te oblike seveda niso namenjene nekemu trajnemu upravljanju dela. Za njih je značilno, da se ti dogovoriš za nek rezultat. Ker pogodba o zaposlitvi je prizadevanje. Jaz se zaposlim, se zavežem, da si bom prizadeval upravljati delo, ne za nek končni seveda izdelek, kot pri podjemni pogodbi in pri seveda avtorski pogodbi.
Dejstvo je, da se marsikdaj pod temi pogodbami v resnici skriva spodaj delovno razmerje. Da obstajajo elementi delovnega razmerja, da bi morala biti pogodba o zaposlitvi, vendar se navidezno sklene neka druga pogodba. In tu imamo kar nekaj tudi sodnih primerov, ne samo v Sloveniji, tega je še več v drugih evropskih državah, seveda. Če se ugotovi, da so dejansko elementi delovnega razmerja, je to delovno razmerje, ne glede na to, kaj piše na sami pogodbi. Seveda pa niso to samo neke trajne potrebe. Delodajalci potrebujejo tudi osebe, ki bodo opravljale delo začasno, občasno, gre za neke kratkotrajne oblike. In v tej zvezi se je letos s spremembami zakona o urejanju trga dela tudi vzpostavila ena nova oblika, začasno in občasno delo upokojencev. Verjetno se spomnite, da je bil tudi en predlog zakona o malem delu, ki je neslavno propadel na referendumu, ki naj bi nekako uredil vse te oblike nekih kratkih začasnih del. To ni delovno razmerje, osebe niso vključene v socialna zavarovanja in tudi nimajo takih pravic kot delavci, so pa delno varovane v nekaterih torej segmentih. In seveda zakon o malem delu je propadel, no sedaj je ena oblika urejena, torej začasno in občasno delo upokojencev, ki si lahko na tak način, na nek način seveda pomagajo, kadar imajo nizke pokojnine, ki verjetno bodo še nižje z leti. Drugo, kar je ta oblika začasno in občasno delo študentov in dijakov, čeprav temu pravimo začasno in občasno delo in je tudi bilo namenjeno temu, da naj bi študenti si preko počitnic in na tak način seveda malo pomogli pri svojem položaju. Vi vsi veste, da študentsko delo danes že dolgo ni več začasno in občasno. Vsi vemo, da je to oblika, ki je delodajalcem zelo nekako pri srcu, ker je seveda najcenejša oblika, ker nobenega varstva tu ni za študente. Za študente ta oblika seveda pomeni nek dodaten zaslužek, ampak niti malo jim ni, bom rekla, neka oblika, ki bi bila za njih ugodna ali pa ustrezna. Mi vemo, da tu študenti niso varovani, da niso vključeni socialna zavarovanja, da se jim to, kar tu, torej te izkušnje ne priznavajo formalno. Vemo tudi, da se marsikdaj tudi vpisi povečujejo, da so tu fiktivni vpisi samo zaradi študentskega dela in da je dejansko študentsko delo nek paralelni trg dela, ki izpodriva redne zaposlitve. Tako da tu se predvideva podobno, kot se je uredilo občasno delo upokojencev, tudi pri študentskem delu se predvideva neka ustreznejša ureditev, ki bi na nek način tudi te študente zavarovala in tudi na nek način drugače uredila te zadeve, jih tudi na nek način ukalupila. Kajti občasno delo upokojencev je urejeno na tak način, da seveda to ne more biti neko delo, ki je trajno, ampak je časovno omejeno na posameznika in tudi na delodajalca, ki vključuje delo upokojencev, torej koliko teh upokojencev lahko vključi, da se ne izpodrivajo redne zaposlitve. In podobno se predvideva tudi pri študentskem delu. Vemo, da seveda te oblike so problematične. Moji sami študenti povejo, dokler so študenti, delajo v odvetniških pisarnah, čim diplomira, mu pravijo, no zdaj bomo vzeli drugega študenta, diplomant seveda je brez zaposlitve. In še ena zadeva, ki se mi zdi, da je tudi zelo problematična, volontersko pripravništvo. To je zadeva, ki se v Evropi imenuje sodobno suženjstvo. Gre za mlade, ki diplomirajo, ki nimajo več te možnosti, kot smo jo še mi imeli, da smo upravljali pripravništvo kot delovno razmerje, kot plačano obliko, ampak gre za neke oblike, seveda, ki ne pomenijo dejansko nobenega pogodbenega razmerja. Je sicer pogodba, vendar ta oseba nima seveda plačila, nima socialnega zavarovanja, vse do nedavnega, do spremembe zakona, niti stroškov prevoza in prehrane. In tu se kažete dva problema. En problem je seveda ta, da ti ljudje morajo živeti, ker tu delajo neodplačno, in da to niso samo tisti pripravniki, ki na podlagi pripravništva potem pridobijo neko možnost samostojno opravljati to delo, kot so recimo, ne vem, pravniki, ki potem, ko imajo pravniški državni izpit, lahko delajo v pravosodju, ampak da so to tudi na drugih področjih. Davčna uprava pač pravnike ima na volonterskem pripravništvu. Kakšno pripravništvo je to? Delajo redno tako kot vsi drugi. A je to res pripravništvo? Ali je to mogoče delovno razmerje, ki pa ni plačano? In tu v evropskem merilu je Forum mladih v Evropi je že pripravil eno pobudo, tudi znotraj EU se to pripravlja, torej neka bolj ustrezna pripravništva in jaz mislim, da to je naloga države, da ustrezno uredi.
Potem agencijsko delo, vsi poznate, gre za te agencije, ki posredujejo delo delavcev. Delavci so zaposleni pri tej agenciji, ki pa potem njihovo delo posreduje uporabnikom. Tu seveda ta oblika dela se je razvila v evropskih državah nekaj desetletij nazaj in je bila namenjena temu, da se te osebe, ki se težko zaposlujejo morda, da preko tega nekako pridejo do uporabnikov in da se potem kasneje zaposlijo. Mi vemo, da se je to razvilo dejansko v drugi smeri, da to je ena oblika najslabšega položaja teh delavcev, ki ne samo to, da ne vejo pač, kje bodo to delo opravljali, to je bistvo tega instituta. Ampak vemo, da se to na tak način seveda dogaja, da so ti delavci dosti slabšem položaju, kar se tiče pravic. Te agencije praviloma niso vezane z nobenimi kolektivnimi pogodbami. Poleg tega je lažje tem agencijam, da kršijo zakonodajo in jim ne plačujejo kot nekim uglednim velikim firmam, ki te delavce najemajo, ker oni uradno nimajo z njimi nič. Te so posredovale agencije. To je dodaten problem in naša zakonodaja je skušala zdaj to ustrezneje urediti v več zakonih, torej na nek način ustrezneje varovati te agencijske delavce. Še ena zadeva, ki je tudi aktualna, tu gre pa seveda za to vprašanje sodelovanja pravnih oseb, delodajalcev z nekimi zunanjimi pogodbeniki. Druga oblika je seveda namesto tega, da zaposliš delavca, je ta, da skleneš pogodbo z nekim zunanjim izvajalcem. Poleg tega seveda, da se to najemajo zunanji izvajalci, obstajajo tudi primeri, oblike, vedno večji je ta trend, da se bivše zaposlene, torej se z njim dogovori delodajalec, da bo bivši zaposleni to delo opravljal kot samozaposleni. Vi boste pa zdaj odprli SP in midva bova sodelovala, ampak na enak način kot prej. Delali boste samo za mene, takrat, ko bom jaz rekel, to so tipični primeri teh, recimo, prevozi zmrznjene hrane, tudi sicer prevozništva, tudi druge oblike, vemo, da se to dogaja. In nova zadeva, novejša, to mi jih je kar nekaj že povedalo, objava za prosto delo, ko kandidati pridejo, ko se kandidata izbere, mu kadrovska služba pravi, mi smo vas izbrali, ampak ne bomo sklenili pogodbe o zaposlitvi, vi si boste zdaj odprli SP. Ampak delali bomo tako, kot če bi bili, torej mi bomo dajali navodila, vse bo enako, kot če bi bili zaposleni. In temu seveda se pravi navidezna samozaposlitev. Tu dejansko govorimo o tem, da so razmere enake, kot če bi oseba bila delavec, samo razlika je v tem, da ta oseba nima varstva kot delavec. Da se je to breme, da se je ta riziko prevalil na to osebo. Še ena zadeva, ki pa je malce drugačna, pa je seveda problematika ekonomsko odvisnih oseb. To je nekaj, kar je v slovenski zakonodaji novo, ni pa to novo v Evropi. Gre pa za to, da nekateri, ki so pa dejanski samozaposleni, delajo na trgu, recimo SP-ji, vendar pa tekom svojega delovanja se na nek način navežejo samo na enega pogodbenika. In so dejansko, čeprav formalno niso delavci, so dejansko ekonomsko odvisni od tega naročnika. In tudi druge zakonodaje, nemška recimo že dolgo, avstrijska, tudi druge, na nek način tem osebam, ki evidentno niso delavci, ne izpolnjujejo pogojev, se daje neko varstvo. To seveda ne pomeni varstva tako delavcem, ampak recimo varstvo v tem smislu, da s to osebo, s katero je naročnik 10 let sodeloval, da je ne more odpovedati sodelovanja z, brez odpovednega roka, ampak z nekim razumnim odpovednim rokom in podobno varstvo. Ker ključno je predvsem to vprašanje, ne samo vprašanje oblike, ampak vprašanje vsebine, zakaj se to varstvo daje. Tistim, torej komu? Tistim, ki so tega varstva potrebni. Zdaj, ali se jim reče delavci, ali se jim reče neki drugi pogodbeniki. In čisto za konec, seveda jasno je, da obstajajo in da so pravno urejene različne oblike opravljanja dela. S tem ni nič narobe, to je seveda normalno. Ampak narobe pa seveda je, če se te oblike uporabljajo v nasprotju z namenom in tudi takrat, ko za to ni razlogov in se dejansko s tem izpodrivajo zaposlitve in seveda se varstva niso deležni tiste osebe, ki bi ga morale biti. In če želimo, da naši mladi ne bodo imeli možnosti delati samo preko študentskih napotnic in samo za določen čas, samo kot napoteni delavci ali pa navidezni samozaposleni, potem seveda potrebujemo ne samo ustrezno zakonodajo, tudi ustrezen nadzor nad tem, inšpekcijske službe, ampak tudi seveda neko ustrezno politiko države, ki bo spodbujala zaposlovanje, davčno in sicer, in pa seveda neko ustrezno prakso in neko, bom rekla, ustrezno delovanje tudi prakse.
Hvala lepa. Ste vedeli, da je po podatkih Mednarodne organizacije dela v svetu polovico delovnih aktivnih oseb vključenih v delovno razmerje? S tovrstnimi vprašanji se ukvarjajo pomurski akademkinji dr. Darji Senčur-Peček še naslednji člani PAZU: pomurska akademkinja dr. Etelka Korpič-Horvat, pomurski akademik dr. Janez Malačič in pomurski akademik dr. Jože Samt.